Čau, Eleni, dobrodošli nazaj na moj kanal. Ja, upam, da bo zvok v redu, nekaj tih mi snema, pa ne vem zakaj. Alenka z vami in danes poleg mene z vami tudi nov true crime, zdaj ga že nekaj časa ni bilo. In tale je en izmed unih, ki meni napolne dušo, ker mi je toliko zanimivo raziskovati o tem, ker se dogaja v takem kraju, ker je taka situacija, ker je misterija. Žal ne, da ni rešen, je zaključen, kao. Ko boste z mano prišli do konca tega primera, boste videli, zakaj bi mogel biti odprt in zakaj ni niti malo logičen. In boste lahko zraven kolaborirali, kaj vi mislite, da se je zgodilo, ker je res insane. Govorili bomo o dečku, o fantu v dimniku, o fantu iz dimnika, tako je nekako nickname tega primera. Govorili bomo pa o fantu Joshua Maddox oziroma Joshua Vernon Maddox oziroma mi ga bomo klicali Josh. Josh je bil rojen marca 1999 in poleg njega so bili v družini še 4 otroci, rojen pa je bil v Coloradu, v Woodland Parku, ki pa v bistvu velja tako za najlepšo lokacijo ever. Reče se mu dejansko tudi The City Above the Clouds, imaš tako neskončno slapov, pa poti, pa za hiking, pa jezerov, pa teh iglovcev, prav Colorado, to je meni tako perfect place ever, pa vse Slovenija je tudi to krasno, ampak poleg tega pa Colorado. Pa tako gore so bile vse okrog, tako perfekt za otroke vzgojiti, res so imeli lepo tam in tudi on je bil otrok, ki je pač oboževal zunanjost, oboževal je in to bo pol pomemben adventure. Tako si sanjal, da bo ves čas hodil na neke pustolovščine in tudi to je večinoma počel, pa okrog skakal, pa ribaril, pa se družil zun, na sprehode hodil ves čas. Pa ne sem to, bil je tudi ekstremen kreativc, bil je pevc, ful dobro je pel, bil je muzičar, igral je en kup inštrumentov, ves čas je pisal, pa ne tako kar neki, ampak dejansko novele, pesmi, stripe je risal je nasploh, pač res čisti kreativc. Poleg vsega tega je bil pa še razredni klovn, sploh ne vem, kako to vse si, ampak v smislu, enkrat je baje ukradel uno haljo, v katerih je zbor na njihovi šoli pel in se pretihotapil noter v zbor sredi nastopa in z njimi začel peti. Pač vse je spravilo v smeh, ful dobrovoljček, ful smiley, ful vesel in res cool tip. Spomnim me istočasno na Weasleyjeva dvojčka iz Harryja Potterja. Leta 2006 se je tej družini zgodila tragedija, kakor sem rekla, poleg njega so bili še 4 otroci in en izmed njih je bil Zachary in Zachary je bil njegov starejši brat in obenem najboljši prijatelj. In on, pa noben je vedel, da bo do tega prišlo ali pa pričakoval, je naredil samomor. Tukaj rečeno, vsaj strani tistih so Josha majčkeno bolj poznali, da ga je to porinilo čez rob na nek način, torej šel iz tistega ekstremenega ekstroverta na bolj introverta. Navzven je še vedno bil smiley, da je vse ok, ampak kdor ga je boljš poznal, je vedel, da ni, zaprl se je vase in bil majčkeno bolj skozi zadržan, pa še bolj se je nekako hodil v naravo in v glasbo, torej bolj proč od ljudi, bolj proč od tega ekstrovert življenja. Včasih je bil zunaj cele noči, pa ne mislim kot žuro, ampak dejansko pač od zun, v naravi, kar ni bilo nazaj. 2 leti kasneje, ko je bil on v tem stanju in ko njegovega brata Zacharyja več ni bilo, je leto 2008 in on je enega dneva se odpravil ven. En izmed sester je celo tudi rekel, da gre ven, to zanj ga ni bilo popolnoma načudnega, skozi je bil zun, šel je pač na sprehod, samo da se tokrat ni vrnil, tako se itak vedno začnejo ti true crime. Enkrat se pa ni vrnil. Torej ni ga bilo domov, en dan, en večer, eno noč in tukaj treba razumeti, da leta 2008 je Josh star 18 let, Josh je polnoleten. Pa ves čas je bil skozi zunaj, kot sem rekla, po cele noči in oče si tukaj res želel ne paničariti, ampak šlo se je, da je enega sina že izgubil in lahko si predstavljate, kako težko je ne paničariti v takih situacijah. In nekaj časa je to še trajalo, ampak ga ni bilo dan, 2 in potem po 5 dneh so konkretno sprožili tisto policijsko akcijo, da je bil pogrešana oseba, pa to res ni bilo za njega toliko čuden, ker on je prej ves čas govoril, da bo šel na en big adventure, da je njegov življenjski cilj, da bo šel enkrat v življenju na big, huge adventure in pričakovali so, da bo to kmalu, niso pa pričakovali, da ne bo nobenemu povedal, tako da še vedno jih je bilo na smrt strah, ampak preden so dejansko prijavili vse to policiji, plus polnoleten je bil, ni bilo nič kaznivo, so klicali vse znance, vse v bližini, vse prijatelje, na šolo, vse, kar so lahko, potem je šlo pa to končno na policijo, ampak tudi ko je šlo na policijo, niso zares kaj dosti resno jemali, ker tak kot je bil, tacga so ga opisali, hotel je na pustolovščino, pa še star je bil 18. Naslednje mesece je pač vse vrtelo okrog in okrog, policija ni odkrila čisto nič, niti se ni s tem kaj dosti obremenjevala. Znanci, prijatelji in družina so veliko iskali te najbolj tipične
okolico, kjer so se ljudje zbirali, pa ta zavetišča za brezdomce, pa spraševali okrog in ves čas se isto dogajalo. In ves čas so živeli v nekem upanju in upali, da on mogoče je zdaj na tisti veliki pustolovščini in da se ima fajn in da je varen. V naslednjih mesecih se je zgodilo tudi to, da se je oče ločil, oziroma oče in mama sta se ločila, ampak foter je v bistvu toliko bil zagret za iskanje in v skrbeh, da se ni odselil, torej ostal je tam, kjer je bil, da je bil še vedno čim bolj na dosegu iskalne akcije in da bi pač bil doma, ker nikoli ne veš, kdaj se sin potencialno vrne. Čuden je bilo tudi to v njegovem primeru, da ni sabo vzel popolnoma nič. Ne samo nič od pomembnih stvari, pač nič ni sabo vzel. Ni vzel kje kakšnih inštrumentov, stripov, knjig, nič, niti zapisati, zarisati, nič od stvari, za katere mu je bilo mar, ker je bilo pa ful njim težko verjeti, ker je to ves čas počel, zaljubljen je bil v te stvari. Što se tudi, da tega skoraj nič ni bilo v časopisih in ta vzorc se bo v tem primeru ponavljal, da v javnosti ni bilo kaj dosti dogajanja, niti kaj dosti od te preiskave. Zdaj pa pridemo do leta 2015, ker je basically 7 let kasneje, ko se je ta primer uradno začel zaključevati na zelo žalosten način. Približno 1 kilometer proč od njihovega doma, od Joshove hiše, od Joshove ulice, je bila ena cabin oziroma koča, bi lahko rekla, taka majhna kočica, ki je v leta 2005 bila osamljena, razpadala, samevala. Lastnik te koče je bil Chuck Murphy in on bo pol tudi pomemben za zgodbo, ampak od leta 2005 tukaj ni živel nihče. 2005 je pa noter živel Chuckov brat. Potem je bila ta hiška oziroma kočica velikrat nek kraj, kjer so se te skvoterji naseljevali, kakor jaz vem, so te, ki so noter, to so ljudje, ki so noter v hiši, ko nekdo noter živi, kot da krešajo, ampak brez da tisti doma to vejo. Ampak ne vem, kako to deluje, če ni nikogar v hiši, so to še vedno skvoterji ali ne. Potem so imeli tudi ilegalne gamblinge tam in dejansko je bilo kdaj tako, da je prišla policija te ljudi prepoditi ali pa pač delati red. Ampak zdaj pa je zadnja leta že dolgo časa ni bilo nič in nobenega in je imel to Chuck Murphy samo za storage, tako za neko šaro, tja pripeljal karkoli ni rabo in tam je bilo vedno kakšna mrtva žival, kakšni iztrebki, pač ni pucal, ker ni tega noben rabo, hiša se je dejansko podirala in je smrdel, a ne. In to ni bilo nič čudnega, ker je pričakoval, da je noter ziher kakšna mrtva žival. No in ta Chuck se je enkrat odločil, da nima več smisla, da to hiško ima, ker se itak podira in se je odločil jo porušiti. Najprej so odstranili neke dele te hiše, take manjše, se veste, kako to gre, in potem so pripeljali tisto veliko mašinerijo, ki je začela rušiti večje dele in začeli so dejansko s kaminom in ko so začeli rušiti ta kamin, so noter najdeli mumificirano truplo. To truplo je bilo popolnoma nerazpoznavno, tako da na prvi pogled sploh ne vem, če so lahko ločili moški ali ženska. Sčasoma so ugotovili, da je mlad moški in bil je v res nenavadnem fetal poziciji oziroma poziciji zarodka, ampak sploh ne znam točno, če jaz prav razumem, da je bila glava nadol, noge nad glavo in potem nekako kolena spet bi bila nad glavo in pokrčena, da je bila neke vrste fetal position. Nisem najdela niti slike, niti ni dobro razložen, ampak spet je to truplo že toliko razpadlo, da ne bi bile, mislim, da noge tudi že ločene od telesa, da je narazen to dvoje padlo ali pa se je vidno ločil. In pa še ena ful čudna stvar in potem bo ta stvar še bolj čudna ratala je to, da je bil brez oblačil oziroma imel eno tanko majčko gor. Valjda je sledila takoj preiskava, policija je takoj prišla tja, ampak morate razumeti, da v tej točki je bilo že precej zrušen, premaknen in spremenjen in od tu naprej je bilo zelo težko karkoli pametnega ugibati ali z avtopsije ali pa iz dejanskega kraja zločina, ker se ni nič več videl. Še ena izjemno zanimiva stvar je bila, da je bil kuhinjski šank tist za zajtrk, ki je bil odtrgan iz stene in je bil postavljen pred kamin v smislu, da blokira ali da gre kdo v kamin ali pa da pride kdo iz kamina v hišo. Glavnem, to je bilo še in to ta lastnik ni naredil, tako da je veliko vprašanje, zakaj se je to tam zgodilo. Iz avtopsije, kot sem rekla, veliko ni moglo biti razvidno, je pa prišla potem informacija in je bilo potrjeno, da je to DNK od Joshua Medaca, torej to je bil Josh in družina je bila v šoku, bila je to za njih tragedija, ker so še vedno upali in verjeli, da je on na svoji veliki veseli pustolovščini. Sonce se je naredil ful lepo, ker sem napovedala ful dežja, da bom ful cute. Družina je torej mogla dojeti, da on ni bil ne samo na počitnicah, ampak je žalostno umrl tako 1 kilometer preč od njihove hiše. In ful bizarno je bilo, da takrat, ko so bile te akcije iskalne, da ni noben pogledal te hiške, ki je bilo tako čist blizu. Mislim, mogoče tudi, če je nekdo na hit not stopil, še vedno ni jih v dimnik pogledal, ampak
Ja, insane. Bizarno je tudi, da on, če se je drl takrat in da ni bila lih hitra smrt, ker načeloma ni bila. Ker ni noben slišal, ker tam v okolici ni popolnoma nič drugega razen te hiše. Zdaj so pa ena oseba začela ponavljati, ki je bila edina, ki je komentirala ta primer ves čas in to je ful čudno, ker coroner oziroma mrliški uglednik ponavadi ne komentirajo, komentirajo neki policisti glavni pa poveljniki in kaj se vem kdo. V tem primeru je ves čas sam mrliški uglednik imel komentarje, kada je profi za to, kaj se je zgodilo. On je že razglasil, da je bila to ponesrečena smrt. Trdil je, da je pač šel fant z glavo naprej v dimnik iz ne vem katerega razloga in da je bila smrt potem iz enega izmed 3 razlogov, ampak so mogli izključiti najprej lakoto oziroma da bi umrl od lakote, ker to bi trajalo tedne. Potem obstaja, da bi umrl od dehidracije, to bi trajalo nekaj dni, ampak na koncu določil oziroma je največja verjetnost, da bi umrl že zaradi podhladitve, torej mogoče že prvo noč, drugo noč, zaradi tega, ker je tam pozimi prišlo tudi do tiste dni do minus nekih 5 stopinj, ker je pač le Colorado bolj prodzimito, pa še valjda vzeti v zakup, da je bil fant oblečen v nič skoraj. In zdaj tako te bizarne stvari. Prvi red flag je itak, da je bil tisti cel šank tja postavljen, torej, če kdo slučajno to pol naknadno ali pa že prej naredil, ok, ampak možno, da ne. Še bolj čudna stvar povezavi s tem je bila tudi, da njegova oblačila so bila v koči, pa ne kjerkoli, bila so ful lepo zložena zraven kamina. To zruši po mojem čisto vsako logiko, ko bi jo kdo hotel najti v tem primeru, pač kva. Na truplu ni bilo znakov nasilja ali pa da bi se branil ali pa karkoli, niti niso najdel v njemu drog. Je res, da ta avtopsija je bila ful nezanesljiva na tej točki, ampak še zmeraj tako površinsko ni bilo najdenih drog in nič znakov nasilja, nič. Tukaj pa pol bolj pride v igro ta Chuck, ki je bil pa lastnik, ki se pa ni strinjal niti približno, ker so ta primer kar nekaj potem označili za neko nesrečo, nesrečo. Je rekel, nemogoče. Prvo kot prvo, jaz sem gradil to kočo oziroma drug dimnik, ker to je bil ta drug dimnik, ki je bil narejen in jaz sem ga delal 20 let nazaj in jaz sem noter to močno mrežo iz jekla dal. Vam bom tukaj nalimala sliko točno, kako naj bi tista mreža izgledala, dal jo naj bi nekam v dimnik, torej vmes na začetku dimnika, v glavnem naj bi bila, ampak ne tako, da bi jo kdorkoli lahko odstranil, razen če bi jo zrezal ven. Tja jo naštimo zaradi tega, da živali ne bojo noter hodile in pač točno ne vedo, da je bila tam. In potem je ta mrliški uglednik spet šel proti njemu, kot da je nekaj to že zdavnaj preperjel, pa to je bila res taka konkretna mreža. In on je bil prepričan, da jo noben ni odstranil, da je on ni odstranil in da ne bi mogla prepereti kar naenkrat. In zdaj, ko gledamo majčkeno cel ta scenarij, kako je ta crime scene izgledal, če gremo po besedah tega mrliškega uglednika, da je bila to čista nesreča. Torej, v tem primeru bi Josh šel noter v kočo in bi se slekel in zelo natančno oblačila zložil tam k dimniku oziroma kaminu in šel nazaj ven, se zaklenil, splezal na streho po zimskor in nak se odločil z glavo naprej iti v dimnik. V kočo, v kateri je želih bil. Makes zero sense. To, če je hotel za foro čez dimnik, zakaj da heck bi šel nak čez dimnik. In logično je ta coroner, mrliški uglednik, se ves čas zanašal na to, da on ni imel, da Josh ni imel linear thinkinga, ker pa pač se je nagibal k tem, da je bil na nekih drogah, ker pač ni možno čišči zavrniti, ampak še zmeraj. To je bila edina razlaga tega coronerja. Tudi zaradi tega, ker je ta mrliški uglednik ta primer zaprl in ga označil za nesrečo, potem ni pustil niti odprtih vrat za naprej za raziskovati, ne, in koča se je takrat že naprej začela podirati in je bilo še manj priložnosti, da bi pogledali, kaj se je tam dogajalo. Druga neka logika in teorija bi bila, da tam ni bil sam, torej da je bila koča, da se je nekaj dogajalo, da so se družili. Možno je tudi, da potem, ko je on žaloval za bratom, in to se pogosto zgodi mlajšim in tudi starejšim, da najdejo neko novo družbo. In ta nova družba pogosto hrani njihove nove slabe navade. V tem primeru bi lahko bila to kakšna droga ali pa alkohol in ga je ta slaba družba pripravila do kakšne take fore. Ali se je predoziral, pa so ga mogoče oni stlačili noter v dimnik, iz noter koče v dimnik, ker pa je v položaju, v katerem je bil, ali bi šel dol na glavo, ali pa sta ga dva stlačila noter, ampak sta mogla biti vsaj 2 človeka v tak čuden položaj. In lahko, da so ga potem zabarikadirali od noter s tem barom za zajtrk, da ne bi slučajno kdaj prišel ven. Še ena zanimiva ideja je prišla od ene druge youtuberke, ki je rekla, mogoče je bil tam z neko punco, ker kje the heck je tle kakršnakoli druga logika, da bi on se kar slekel sploh od spodaj, ker ni imel niti spodenc, niti čevljev, niti štumfov, od spod ni imel nič. In da je pa
iz zunanje situacije šukam plezati, ok, ta je čudna, ampak zakaj bi bil drugače slečen. Je pa še ena teorija, zadnja teorija, ki je tako najbolj možna in zelo taka realistična, ampak se z njo niso popolnoma nič ukvarjali, ampak je bizarna. Prišla je ven tako ful na Redditu, tam je pa dejansko nekdo začel o tem pisati zgodbo oziroma kaj ve in je rekel, jaz sem prijatelj bil Josha ful dober, ampak Josh se je potem začel družiti z enim Andyjem. In Andy v bistvu je bil zelo podobne starosti kot Josh, samo da je bil ful bolj tak nepridi prav. Imela sta pa drugače zelo podobna nagnjenja, torej ves čas sta razmišljala o teh nekih izletih in skupaj naj bi načrtovala izlet, neko potovanje oziroma adventure v New Mexico. To vse dejansko so dejstva, ona dva sta se družila in sta hotela iti skupaj na pustolovščino, tako da tudi če je bil za enega on slab vpliv, sta imela take podobne želje, da je ta Andy bil dejansko tak nomad, ko se nekaj okrog skakal, isto lih polnoleten in ga nič ni bilo doma in je sam lutal. In pa je tako s tem, ko je Josh dejansko zginil, a na tiste dni Andyja že več ni bilo in naj bi domnevno dejansko šel je v New Mexico in tam naj bi nekaj časa služil s tem, da je skrbel za eno osebo, ki ni bila disabled, torej za enega invalida, ne vem točno kaj mu je bilo, ampak on je tega invalida dejansko zaklal, ubil, zabadal ga je. In tle ni nobene logike, zakaj bi nekoga toliko nemočnega ubil, razen tega, da je preprosto hotel in je hotel neko moč nad nekom imeti in to je čisto bizarno. In te povezave, a ne, so skozi bolj tako, Torej, naslednjo leto je bil obtožen za to osebo, medtem ko se je tudi hvalil, da ne bi v Taosu ubil eno žensko in jo slačil v sod. In takrat so imeli za to žensko slačeno v sod že enega drugega osumljenca in zato Andyja niso resno jemali, ampak dejansko to žensko so najdali v sodu. Zdaj lahko, da se je on delal, da je to naredil, lahko je res, ampak ne sem to, on se je tudi hvalil, ne vem komu vse, da je v bistvu v luknjo slačil Josha. In ko potegneš črto v tem primeru, je samo najbolj bizarno od vsega, da njega niso niti zaslišali glede tega. Torej, da nek sem prebrala, da naj bi ta Andy umrl, preden bi prišel sploh do kakršnega koli sojenja za katerikoli zločin teh svojih in potem kasneje sem prebrala, da se govori, da je Andy itak v neki umobolnici in da je čist nedotekljiv, ampak pač malo je noter v umobolnici, malo na prostosti in noben se ne ukvarja z njim. To je druga stvar, ki sem jo prebrala, tako da ne vem, kaj od tega je res, ker več tak nimam za komentirati. To še vem, da so imeli dejansko memorial oziroma neke vrste pogreb za Josha, so sestre rekle, da je grozljivo, ampak so vesele, da je na nek način prišel domov, čeprav ne niti približno tako, kot bi želele, ampak bolj šel, ker da ga ne bi niti najdela, ne. Tako da ja, to je ta primer in to je en izmed drugih primerov, ker obviously zdaj je full hour, da vi lahko komentirate, kaj vam mislite, ali pa če se spomnite kakšen drug način, kako je lahko on v ta položaj noter prišel in kako bi lahko prišel, in zakaj te cune zložene, mozgat, kaj bi to lahko bilo, ker primer itak načeloma zaprt in kot nesreča, tako da je zaključen, sam jaz dvomim, da je tako simpel, ni logike. V glavnem, dragi moji, to je to za ta primer, jaz grem dan za Halloween žurat v Zagreb in ko mi čakam. Tudi upam, da imate vi čim lepše počitnice, kad to poslušate, bojo še počitnice, pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out.